Cenjene dame, spoštovani gospodje, vljudno pozdravljeni na tradicionalni že... Pa dobro, avione... Pa se je napisala, kjer podelitev po vrsti tono, pa da ne moram... Zakaj mora biti sploh zdrav, pa vsaki ti ključevi časi, procesi in to za tak honorar. Cenjene dame, spoštovani gospodje, vljudno pozdravljeni na tradicionalni že... tretji podelitvi nagrad Da Sweet Tech TV fonček za najboljše telefone iz leta 2022. Z vami sta Butec in Davor in Andraž iz Da Sweet Tech TV, ki bosta, kakšno presenečenje, tudi letos vaša gostoljubna gostitelja te podelitve. To sta one dva. Hvala globokemu denečemu glasu, ki bo za to improvizacijo v zadnjem klipu dobil tudi sam honorarja, tako da ja. In dobro za naj tudi, da sva končno po vseh teh 3 letih celo zares poimenovala te nagrade, ampak pustimo se motiti, danes ste tukaj zato, cenjeni dame in spoštovani gospodje, da z nama in z najnima klonoma na odru potegnemo črto pod letošnjo leto mobilnikov in podarimo nagrade Da Sweet Tech TV fonček za najboljše telefone v posameznih kategorijah. Teh kategorij je letos 10 in sicer so naslednje. Najboljši telefon, ki ni masovno dostopen v Sloveniji, in kategorija najboljšega gaming telefona. Naprej imamo kategorijo Most Valuable Phone oziroma najvrednejši, najkoristnejši telefon in kategorija najboljšega budget telefona. Potem bova podelila fonček za telefon, ki naj jo je najbolj presenetil, in kategorijo telefona, ki je bil Buzz of the Year oziroma telefon, ki je bil strel v prazno. Sledita kategoriji za najboljši prepogljiv telefon leta 2022 in najboljši majhen telefon. Na koncu pa še crème de la crème. Pri najbolj prestižni kategoriji in sicer fonček za najboljši flagship v svetu Androidov in najboljši flagship v svetu iPhone. V kategoriji kar nekaj, dajmo kar začeti, da se bomo kasneje lahko še podružili na pregrečno dragi večeri in pa na rdeči preprogi v pričo. Paparac. Prva kategorija je najboljši telefon, ki ni masovno dostopen v Sloveniji. Tukaj so imela kar nekaj iPhone-ov, ki so se potegovali za to titulo, recimo Xiaomi 12S Ultra s svojo odbito kamero in dizajnom, pa Oppo Find N, ki ga bo danes fik še omenila, ampak zmagovalec je samo eden. Bobne prosim in gremo kar na oder k razglasitvi. Pozdravljeni na Da Sweet Tech TV fončkih 2022, tudi z moje strani. Gremo kar naprej, mislila, da izbira letos v tej kategoriji ni bila toliko težka, ker se nam zdi, da ta telefon res izstopa. Tako da fončka za najboljši telefon, ki ni masovno dostopen v Sloveniji, dobi Google Pixel 7. Navadna verzija. Google je letos res naredil konkretne korake v pravo smer. Prejšnjo leto je bil Pixel 6 že na dobri poti, se je dobil nov in premijski dizajn z na papirju rečeno dobrimi softverom in odličnim sistemom kamer. Ampak kaj, ko izkušnja ni bila spolirana, tako da je bil softver poln bugov, bralec prstnih odtisov je bil počasen in tudi baterija ni bila nič posebnega. No, letos so se popravili na praktično celi črti. Mislila, da si ta telefon večkrat zasluži tega fončka podeljenega. Imam pa tudi še feeling, da bova Pixel videla še v kakšni kategoriji drugi danes. Bilo pa imamo že kar naprej in sicer na kategorijo najboljšega gaming telefona tega leta. Ta kategorija je vsako leto ena izmed bolj pestrih. Akademija za podeljevanje fončkov je tudi letos slišala veliko pripomb gledalcev, da bi morala med nominirance za najboljše gamerske telefone šteti tudi telefone, ki sicer niso tipični gamerski telefoni, ali iPhone 14 Pro Max, kjer so tudi igre zanj bolj optimizirane. Zdaj, Akademija se strinja s to opasko, ampak hkrati dodaja, da gre še vsem za kategorijo namenjeno prav gamerskim telefonom, tako da oprost iPhone 14 Pro Max, vse te bomo spomnili v eni drugi kategoriji. Mogoče res, ampak prav gamerski telefoni so bili pa letos Asus ROG Phone 6 Pro, Nubia Red Magic 7S Pro in Black Shark 5 Pro. In kdo je zmagal v tej kategoriji? Enoč, gremo spet na podium, da vidimo razglasitev. Dobrodošli še iz moje strani. Tale kategorija je bila kar težka, a hkrati tudi zabavna za izbirati, ampak Akademija se je mogla konec koncev odločiti in odločitev je taka. Bobne, prosim, fončka za najboljši gamerski telefon leta 2022 prejme Asus ROG Phone 6 Pro. Čestitke! Hvala klonu od Andraža za to razglasitev. Vsi omenjeni foni v tej kategoriji so imeli odbite spekse, odbite dizajne in odbite rešitve za hlajenje. Ampak zdi se nama, da je Asus s tem telefonom res dojel, da lahko naredi cool telefon z odbitimi speksi, ampak da je lahko še zmer nekaj več kot to in da ga lahko trži za širše množice, ne samo za gamerje. Iz tega razloga si zasluži tega fončka, je pa res, da mu kmalu za petami tudi Nubia,
ki pa še zmeraj ohranja tisti klasični gamerski look, ki nam je ful všeč. Res je lep. Gremo dalje in sicer s kategorijo, ki bo verjetno zanimala največ ljudi, in sicer kategorijo Most Valuable Phone, oziroma najvrednejši, najkoristnejši telefon. Tudi tukaj je bila konkurenca huda. Saj ste imeli en cel kup odličnih midrangerjev, kot so novi Nothing Phone s povsem odbitim dizajnom, pa Pixel 6a, ki sicer ni imel nič kaj posebnega od zaslona, ampak je bil vseeno odlična izbira za svojo ceno. Gremo pa kar spet hiter na oder, da hitro zvemo tudi tega zmagovalca kategorije. Telefon, ki se je akademiji zdel, kot da je MVP za letošnje leto 2022, je, drumroll please, fončka v kategoriji MVP, najkoristnejši, najvrednejši ali kakorkoli se že reče tej kategoriji, torej dobi Samsung Galaxy S22 Plus. Aplavz, prosim. To je verjetno kar presenečenje, ampak preden bo se vsi skočili v zrak. Ne. Zakaj glih ta telefon, ko pa je Zakaj? toliko drugih, tudi cenovno ugodnejših? Ja, zato, ker gre še zmeraj za flagship, ki ima dobre spekse, ki niso daleč od njegovega večjega brata Ok, S22 Ultra, pa še precej lepši dizajn ima, se je nama osebno najlepši oblikovan telefon tega To je leta. res dober point. Poleg tega pa je ta telefon še zmeraj v Sloveniji najbolj komercialno dostopen, kar so seveda tudi upoštevala pri izbiri in zdaj ga lahko pri operaterjih dobite tudi za kakšno bistveno nižjo ceno, kar je še dodatno super. Glede zato, ker je bil letos s strani toliko ljudi spregledan zaradi večjega brata, pa je še zmeraj vrhunski telefon z dosti nižjo ceno, se nam zdi, da si pač zasluži naslov fončka za MVP telefon tega leta. Drvimo dalje in sicer je na vrsti najboljši budget telefon tega leta. Tukaj bi lahko izpostavila znamke, kot so Realme, Redmi in Poco, Logično. ki s svojimi cenami dominirajo na trgu. Imate Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Poco X4 GT, Realme 9 Pro in še bi lahko naštevala. Je pa seveda tudi odvisno, kaj za nekoga pomeni budget kategorija. To je res, ampak kot si omenil, so to telefoni, pri katerih za svojo ceno res veliko dobite, ker je ponudnikov oziroma ponujenih telefonov res velika konkurenca, neizprosna, ampak kot sem že rekla, zmagovalec je spet lahko samo eden. Pojdimo spet nazaj na oder k Andražu 2. Bobne, prosim. Fončka za najboljši budget telefon leta 2022 prejme Redmi Note 11 Pro. Čestitke zmagovalcu. Ta telefon ima vse ključne elemente, veliko baterijo, vrhunski zaslon, solidne zvočnike in dobro ceno. Popoln telefon ni tak? Ne! Nima namreč optične stabilizacije kamere, Xiaomijev vmesnik MIUI tudi ni za vsega, ampak potegnjeno pod črto, gre za vrhunski telefon v tej cenovni kategoriji praktično v vseh pogledih. Naslednja kategorija je telefon, ki nam je v letu 2022 najbolj prijetno presenetil. Tukaj lahko iskreno povedo, da so oba med akademskim procesom izbiranja pomislila samo na enega. Kateri pa je to, bomo takoj izvedeli. No, telefon, ki res izstopa iz množice in nam je takoj prišel na misel kot zmagovalec v tej kategoriji, je, mislim, da je Vivo X80 Pro. Ni bilo drumrolla, spoiler alert. No, dajmo drumroll. Nagrado fonček za najbolj prijetno presenečenje leta 2022 dobi, Vivo X80 Pro, tako kot sem napovedal. Jej, ampak ne, res, brez heca, ta telefon naj jo oba prijetno presenetil. Zdi se kot včeraj, ko so ga dubla s strani Viva, proti vsem pričakovanjem. Ja, in to je bil telefon, ki so ga res z veseljem uporabljala. Zdaj, jaz se spomnim, da so v tistem obdobju tudi hkrati testirala iPhone 14 Pro, ki je bil v vseh pogledih odličen telefon, ampak nekako so se zmeraj vračali nazaj k Vivu. Pač nekaj je bilo na tem, koliko je hiter in koliko je odziven, da je imel raznovrstno, zanesljivo, čeprav pač absurdno veliko kamero, da je bil neverjetno hiter, da se je neverjetno hitro tudi polnil in da je res bil proper flagship. Hkrati pa tudi pač nekaj čisto novega na slovenskem trgu. Iz tega razloga mislila, da je bil to res eden najboljših telefonov tega leta, definitivno pa je bil eno veliko presenečenje za naju oba. Ampak kjer je svetloba, tam je tudi tema in tudi letos sva videla tema in bila je res črna. Čas je namreč za naslednjo kategorijo in to je kategorija fonček za največji bust of the year oziroma strel v prazno, kot to znamo tako lepo reči Slovenci. No in kater telefon je bil to? Za prejle se vam moral opravičiti, da so vam kar malo spoilala fončka za MVP telefon tega leta, ampak če ste najni pozorni, lojalni naročniki, pol verjetno dobro veste, v katero temno brezno drvimo s tem ogromnim tovornjakom brez nadaljnjega odlašanja in da gremo lahko kasneje na bolj prijetne kategorije. Režija, prosim, bobne, gremo pa spet na oder. Fončka za največji bust of the year oziroma strel v prazno letos prejme noben,
ker so bili vsi telefoni res top. Niti enega samega gnilga jabolka ni bilo med njimi. Oziroma zdaj, ko se malo bolj spomnim, je bilo res eno gnilo jabolko. Sem da preverim. iPhone SE 2022. Zdaj, pa točno je Apple mislil, ko je poslal ta telefon ven, pitaj Boga, ampak to res ni bilo dobro. Davora, drugače jaz kaj tazga lahko že po razglasitvi povem, ali bolj ne. Andraž, za to kategorijo ti je vproščen, V redu je pač si. v redu je, v redu. Sam sem, pojmo hitro spet analizirati odločitev. Telefon je imel odličen, modern čip, zapakiran v dizajn izpred parih let in z velikimi urobami in majhnim formatom. Pač zakaj? Kakovost zaslona ni bila na nivoju. Ponujena začetna velikost notranjega pomnilnika je absurdno majhna, baterija ni bila dobra, ampak hej, saj brezžično filanje imel vod, ja, hudo. Ta telefon je imel toliko potencijala, Ja. če bi vsaj imel dizajn od Minija z nekako res neko zmerno ceno, boljšimi kamerami in solidno baterijo, bi bil po mojem brez težav kandidat za MVP telefon leta. Ampak ja. SE to žal res ni bil, tako da ne gre v anale zgodovine in naj ta pot tudi ostane tam. Ampak ker malo se bojiva, da bo dizajn spet prevlekel ven, tako kot ga pri Apple že zadnja leta, tako da prosim, prosim ne. No, God, please, no! No! Zdaj pa spet na malo bolj prijetno kategorijo, in sicer najboljši prepogljiv telefon v letu 2022. Kdo bo tle zmagal? A bo kakšno presenečenje, a bo podobno kot vsak let? No ja, letos je bila izbira v tej kategoriji še težja kot prejšnja leta, ampak zdi je še zmeraj predvidljiv. Mislim, da je, no. Ja, ok. Kot zmagovalca v kategoriji najboljši prepogljiv telefon leta 2022 izbirava kar celotno Samsungovo Z4 linijo. To je linija, ki je v bistvu nekako prepognila naš pogled na mobilno telefonijo, tehnologijo v letošnjem letu. A se strinjate? Davor, ti pa tvoji joke. Joj, Davor. Kaj Drugič delaš? pa, dragi naročniki, pomirite se, lejte, midva zastopa veva, kaj boste rekli. Spet je zmagal Samsung, se vsak let zmaga Samsung. Ta Samsung. Zakaj sploh imava še to kategorijo? Zakaj? Pač, ok, ja, Ja. Samsung res dela dobre prepogljivce, Jeba ga. jeba ga. Tako pač je. Z Flip 4 je bil letos res vrhunski telefon, ki ga je Samsung delal in je že res skoraj praktično običajen vsakdanji telefon, ki upraviči svojo ceno. Ampak zaenkrat se o tem še vedno govori kot o prihodnosti telefonov in vsako leto imajo tudi več konkurence ti Samsungovi telefoni. Kaj pa z Fold 4? Pri tem telefonu je Samsung tudi izpilil svoj koncept, s Ja. tem, da je letos dal večji poudarek na softversko izkušnjo v obliki nove mini upravljene vrstice, zaradi katerega je multitasking na tej napravi še toliko hitrejši in bolj smiselen. Kar hočem povedati, je to, da je bilo vsa ta leta čisto smiselno, da je Samsung kot zastavo dobil naslove najboljših prepogljivih telefonov. Ampak letos je dobil konkurenco. Ja, recimo, svoj pritisk nanj so ojačali pri Vivu, Oppu in Xiaomiju, Samsung ohranja sicer primat, valjda pa ni več sam. Dajmo sam za primer vzeti Oppo Find N. Ne, njegov software sploh ni izpiljen dober. Ne, tega telefona tudi ni enostavno dobiti v Evropi, sploh pa tudi tukaj posebej še v Sloveniji. Ampak kar so naredili pri Oppu je to, da so v končnem svetu predstavili format prepogljivcev, ki je smiseln tudi za prihodnost. Ko je Res je. poklopljen, deluje kot malo bolj kompakten telefon. Ko ga razprete, dobite vsebino v formatu, ki je namenjena tabličnemu pogledu. In kar je najbolj pomembno, praktično se ne vidi več prepogiba na sredini med obema lepo. polovicama, kar konkurenci v veliki meri še zmerni ratar pogrunta. žalost. Lik zato si ta telefon zasluži vsaj čas. Sigurno. Ampak Ja. greva naprej na še eno kategorijo, preden gremo res na najboljše telefone tega ok. leta. In to je najboljši kompakten telefon leta 2022. Tudi tukaj mislim, da je Apple letos docela zdominiral konkurenco. Ja. Je iPhone 13 mini dobesedno povečal v iPhone 14 Plus, kar je Noro. res neverjetno. No, ok, malo zajbanci, tudi mora biti, čeprav slave, pač Davor pa njegove šale. Ampak žal Apple letos ni dal ven 14 mini verzije, kar je škoda, ker je bil ja. 13 mini en res tak prisrčen telefon, ki je bil povrhu vsega še vrhunski, vidva ga res pogrešava. Ja, res. Vseeno si greste pa lahko pogledati najmanj video o celotni zgodovini iPhonu, kjer so šle čez vse modele, tudi omenila sva 13 mini. Zdaj, če se Sklena akademija razmišljala, da bi kot zmagovalca te kategorije dala Samsung Z Flip 4, ker dejansko je res kompakten telefon, ki ga lahko komu daš v žep in razpreš in imaš voila, večji format. Ampak če bi to naredila, bi nam marsikdo očital, da ima dvojne standarde, ker bi Verjetno, mogel biti ja. po isti logiki tudi iPhone 14 Pro Max, gamerski telefon. Logično. Zato je bil za najbolj kompakten telefon tega leta 2022 izbran tale. Je. Kateri? Enač? Pejmo pogledati. Dajmo. A ste zihar, da vas zanima? No, dajmo še malo glasu od sebe, dajmo. Ok. Fončka za najboljši kompaktni telefon leta 2022 pa dobi Asus Zenfone 9. Čestitke
Čestitke zmagovalcu. To je telefon, ki je prav flagship v majhnem formatu, z odličnim in odzivnim softverom, dobro kamero in headphone jackom. Pa še zelo lep dizajn ima, tako da zasluženo dobi to nagrado. Sicer se ga v Sloveniji res težko dobi in prav zaradi tega je bila izbira med flipom pa njim težka, ampak vse. Zenfone 9 je res kompaktni telefon z super funkcijami. Pa smo prišli do konca, veliko finale. Fončka za najboljši telefon pri iPhonih in pri Androidih. Letos namreč ne bo enega samega dokončnega zmagovalca, Končno, ja. ker se smo skeni. Obstajajo ljudje, ki kupujejo iPhone in ljudje, ki jih ne marajo. Tako da bi Ja. bil enoten zmagovalec dosti nesmiseln. Brez veze bi bilo. Ampak zmagovalec po posamezni kategoriji vseeno mora biti. Tako da pojmo najprej na iPhone. Gremo. Pri njih je bila konkurenca res huda. Res. Imate namreč proizvajalca Apple in to je to. Se pravi, res huda konkurenca. Res, Ampak če morajo izbirati, kater telefon od njihovih telefonov je bil pa letos najboljši, potem je pa čas za razglasitev. No, pa smo končno tle, pri najboljših telefonih. Tako da Fončka za najboljši telefon v kategoriji Appleovih telefonov iPhone prejme iPhone 14 Pro, samo Pro, brez priveska Max na koncu, tako da se razumemo, ker konkurenca je bila res velika. Zakaj 14 Pro in ne 14 Pro Zakaj? Max? Je čisto simpel, samo zaradi teže. 14 Pro je namreč glih prav velik That's what she said. in zato zaradi ogrodja iz največjega jekla ni pretežek, sede v dlan in je obvladljiv. Valjda, 14 Pro Max je večji, kar pomeni večji zaslon, boljšo baterijo in boljše zvočnike. Ampak ker je narejen iz največjega jekla, je posledično zaradi svoje velikosti težji. Težje je z njim rokovati in zaradi ostrejših robov ga je tudi manj prijetno držati v dlani. Aha, ok, ja, 14 Pro je pa v bistvu glih prav velik, je hiter in odziven telefon, še vsem z vrhunsko kamero, dobro izdelavo, odličnim zaslonom in zvočniki. Ko date zraven še Appleov ekosistem, torej odlično povezovanje z ostalimi Apple napravami, pa dobite res vrhunsko napravo. In še najboljši telefon na Androidni strani. Tukaj smo imeli res velika imena. Xiaomi 12S Ultra, pa že prej omenjeni Vivo X80 Pro in pa ne nazadnje Samsung S22 Ultra. 12S Ultra žal nisem mogla dobiti v roke, ker je res velika škoda. Nad Vivom Ja. X80 Pro so bila že navdušena, Kot sva kot sva rekla. rekla. Z S22 Ultra pa se praktično vsak dan srečava, O, ja. vsaj Davor, in je eden izmed najboljših telefonov ta hip na Res trgu. je. Velik zaslon, S Pen, Samsung DeX, dobri stereo zvočniki, vrhunski sistem kamer. Ta telefon je praktično vse, kar si želite in bistveno več, kar boste kadarkoli potrebovali. Ampak to niso bili vsi flagshipi na Androidni Ne. strani. Bilo jih je še več, med drugim tudi Huawei Mate 50 Pro. Odličen telefon, sicer brez Google, na katerem pa se da zdaj že marsikateri app tudi zrihtati, kljub odsotnosti Google. Ampak saj poznate pravilo spet. Zmagovalec je samo eden. Če zadnjič danes gremo pač na oder k Andraževemu klonu. Evo, jaz imam pa danes še privilegij podeliti zadnjo nagrado danes. Fončka za najboljši flagship na Androidni strani pa prejme Google Pixel 7 Pro. Ja, zdaj, če smo že začeli s Pixli, pa dajmo še z njimi končati. Čestitke zmagovalcem. Nama se zdi dobra izbira. Pa vse, kar so o njem izvedla in kar smo slišala, videla, naredila, sploh glede na precej nižjo ceno, ki jo ima v primerjavi z S22 Ultra, se nam zdi dobra izbira. Pixel 7 Pro je namreč flagship, ki si letos končno zaslužil to trofejo, saj gre za res dober telefon z dobrim zaslonom, vrhunskim sistemom kamer, dobro baterijo in izvrstnim softverom. Sicer se v Sloveniji načeloma, ja, tudi sam prek Amazona, pa mogoče daj prek kom date, ampak če imate priložnost, se res splača premisliti o njegovem nakupu. Po vseh težavah, ki jih je imel Pixel 6 Pro, C7 Pro pobral in zamahnil nazaj, Google pa je končno ratal velik med, ki se ga je letos zaslužil. To ne pomeni, da so bili ostali omenjeni flagshipi slabi, glih nasprotno, vsi so bili vrhunski. Ampak Pixel 7 Pro je bil underdog, na katerega noben ni zares računal, pa ga je Google res izboljšal, zato mu gre letos zasluženo častni naziv Android flagship. Bravo, Google. Ja, s tem smo prišli do konca letošnje podelitve fončkov za najboljše telefone leta 2022. Hvala, da ste nas spremljali v tako velikem številu. Pustite spodaj svoje komentarje in ne se pozabite naročiti na vsa spodaj označena omrežja. S tem sklepava današnjo prireditev in se vidimo na rdeči preprogi. Čau! Tako, zdaj imam dejansko rdečo preprogo, pa Se ti zdi, se nimamo nobenega keša. Za telefončke so skoraj da ne bankrotirala. Vse veš, kako drago je kloniranje. Sam vama se prav vidi sta gorenca. Sama pa seb škartata. Jaz tega honorarja itak ne bom videl, a ne da ne. Žija. Imam banda, presnetov, deruška, šalabajzerska, da vas ni sram nikoli več, pa te vajni klinčevi tehnični videi san, vse po spisku.
če ti